Slovenski nogometaši so v 8. tekmi vknjižili še 4. zmago, s katero so Poljakom zaprli vrata, sebi pa omogočili, da se bodo v zadnjih 2 tekmah še borili za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Južnoafriški republiki. Slovenski nogometaši so selektorju Matjažu Keku zmago s 3-0 v Ljudskem vrtu za 48. rojstni dan dali lepo darilo. Sedaj slovenske nogometaše čakata še 2 gostovanji, najprej na Slovaškem, nato pa še v San Marinu. Kako ste doživeli to tekmo? Verjetno se ne bi mogli želeti lepšega darila od fanta? Ne, odigrali so ta pravo tekmo, pokazali pravo odnos, dosegli veliko zmago, tako da res optimalno. So bile sploh kakšne pomanjkljivosti, dejansko so fantje leteli po igrišču? Vedno je prostor za napredovanje, ampak jaz res danes izpostavljam pozitivne zadeve. Mi bomo v miru potem analizirali vse skupaj in do naslednjega zbora poskušali biti še boljši, še prepričljivejši. Že malce morda veste, kaj vas čaka sedaj na Slovaškem, pa potem seveda San Marino še? Razprodan stadion in samozavestni, ambiciozni domačini in vsaj enaki oziroma še hrabrejši in z večjo željo po zmagi Slovenci. Najbolj pomembno je to, da smo mi zmagali danes, ni pomembno, kdo je dal gol. In zdaj pa sem še toliko bolj vesel, da je to meni uspelo in to je moj prvi gol na Ljudskem vrtu, tako da nič, vse super, ampak mislim, da danes je ekipa res pokazala eno zrelost in že pred tekmo sem imel zelo dober občutek za to tekmo in nič, važno, da nam je uspelo osvojiti vse 3 točke in zdaj gremo naprej, imamo še 2 tekmi in bomo videli, na koncu bomo potegnili črto, bomo videli, kaj smo uspeli narediti. Pred tako publiko je nemogoče slabo igrati in to smo tudi danes pokazali in še zmeraj smo favoriti za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Že na Tobušu se čutilo neka energija, da smo res ta pravi in ni bilo dosti razmišljanja glede nasprotnika, ali bo bolj razmišljanja glede samih sebe. Sicer vaš zadetek, kako ste ga doživeli? Normalno kot v bistvu zadetek. Ni dosti stvari zapovedati, ker v takem situaciji, ko sem jaz imel, sem bil sam pred golom, mogel sem rešiti situacijo. Videl sem golmana, da gre proti meni in ko se je vrgel, sem imel občutek, da bo šel direkt v noge, tako da sem sam podkopal žogo.